Pa v Mariboru smo tudi odlaufali. No. Je bilo še kar zanimiva izkušnja, ker smo bili celi zeleni, priprave, ljubljanski maraton, laufali po Mariboru. Še kar nevarno početje. No. Takrat si mlad, imaš veliko energije, se ti da ukvarjati s temi otroki potem. Mislim se ne, da se mi zdaj ne da, ampak je bilo luštno, ful luštno obdobje. No. Res in mi je ful veliko dal. In sem orenk padla, no. Sem dobila en kamen v koleno, ki se me je potem še nekaj časa držal. Nisem vedela takrat, da je kamen noter v koleno in tudi, ko so prišli reševalci izčistiti tisto rano, ni bilo videti, da je še nekaj noter. Mene je pa bolelo zaznati. Nek polurni tek, pa tudi če naredim fotko vmes, pa se je zgodil, ker ga imam na sledi, pa tako. Mi res toliko pomeni, da nekako se mi zdi, da potem malo zgubi svojo vrednost, če ga nekdo ocenjuje od zunaj kot po številkah, po tempu, po fotki, ker ni tako cool fotka ali neki. Spoštovane, ja. Zadnje čase nisem dobro za številke, ampak sem si zapomnil, da je tole 78. epizoda podcasta Zagret za tek. Ja, danes imam prav posebno gostjo, ki jo vidite tule z mano, avanturistko, trail tekašico, mati, trenerko in še marsikaj, Barbara Jolič. Barbara, živijo? Živijo, Barbara. Evo, fajn pogovor naj čaka še pred tem, seveda, dragi poslušalci in gledalke, dragi gledalci in poslušalke, hvala za vse delitve, za to, da ste se naročili na YouTubeu, za to, da ste komentirali, za vse donacije, kaj pa sprejemam vse našteto še naprej z veseljem, seveda, ko drvimo proti 100. epizodi. Tako da, kapo dol vsem, ki tole poslušate. Ja, če imate kakšno vprašanje, recimo za Barbaro, zamudili ste že, ne? In bom danes jaz sprašal, ampak mislim, da ne bo težav, bo odgovoril tudi na vaše vprašanje, tisto, kar si niste upali vprašati, pa bom jaz vprašal namesto vas. Tako da, Barbara, začetek najprej, seveda, ključno in najpomembnejše vprašanje. Si danes že tekla? Sem tekla. Yes! Točka zame! Končno, gostje, ki se res pripravijo, ne, so se marsikatere, bom rekel, gostje so bolj dosledne kot moji gostje, tako da, kje pa si tekla, evo? Na stadionu sem tekla, čist brez veze. V Šiški, tukaj na pomožnem stadionu na Žaku, sem delala intervale, tako da, še kar netipično. Za trelašico kar nekaj posebnega, ja? Ja. Januar, zadnji oni dan so me povabili na intervale, pa sem rekel, da januarja ni čas za to, ampak očitno si bo mogel premisliti. Ja, Barbara Jolič me je prehtela. Barbara, danes, ko sem se peljal dol v kotlino Ljubljansko, sem si spet zahvaljeval Vsevišnjemu, da živim na tako lepem koncu, ker živim na Gorenjskem. Si se ti uspela mogoče kaj prebiti iz ljubljanske megle danes? Ja, mislim, očitno se splača malo počakati, da ne greš glih najbolj zgodaj zjutraj laufati ven. Splača se počakati, pa ne vem, če je tudi tisto pihanje med intervali pomagalo, da se je tisto pihal, pa je sonce lepo kukalo ven. Tako da, kaj više, pa razen preko spletnih kamer ni šlo. Ok, se bo kmalu sonce spet, tudi v Ljubljani, čez dan bo, se bo kmalu april, maj. Ja. Ampak, dejva zdaj zares konc hecanja, evo, zdaj šla pa zares na vprašanja. Preden te prosim, da se sama predstaviš. Sem najdel tak lep opis tebe, da če dovoliš, ga bom kar še najnemu poslušalstvu predstavil. Kdo je namreč Barbara Jolič, za tiste, ki jo ne poznate? Ja, je navdušena pustolovka in tekačica. S tekom začela v gozdu za domačo hišo, pozneje pa nabirala kroge na stadionu. Po rojstvu sina se je odločila sprejeti, da je zanjo tekanje po gozdnih in hribovskih stezicah tisto, kar daje življenju življenje, kar osvobaja in kar povezuje. Je diplomirana trenerka atletike, svoje znanje in izkušnje pa nabira tudi na drugih področjih, kot so alpinizem,
Adventure race, orientacijski tek in pustolovska tekmovanja. Redno se udeležuje trail preizkušenj, znana je kot udeleženka adventure raceov po Sloveniji in v tujini in tudi kakšnega drugega odpiljenega dogodka. Najraje poišče navdih v naravi, v gibanju in to veselje podeli tudi z drugimi. Zelo lepo. Zapisano. Barbara, daj še kaj dodaj, prosim. Odkar je ta zapis nastal, po mojem, se je kaj malega spremenil, kaj prav veliko pa ne. No. Tisti alpinizem, recimo, sem si sem mislila, da bom šla v to smer, pa ni ratal, je preveč časa in energije treba vlagati, da se malo bolj lotiš tega. Drugač pa, no, če zdaj imam še enega sina, leto pa pol starega, to je drugač. Kaj prav drugega pa ne, no. SP imam za trenersko delo. Tako, to je to za začetek. Za začetek si podala dosti informacij, no se bo poglobila v to, kar si zdaj rekla. Koliko sta stara zdaj sinova? 8,5 pa leto pa pol, cirka. Za tvojih rosnih dobrih 30 je to kar podvig, no? In o tem te želim še vprašati. Pak najprej, če smo že v tekaškem podcastu, tek te vendarle spremlja, tako ali drugače, že kar od malih nog. Kje si se najprej srečala, recimo, z neko bolj resno tekaško vadbo? Bolj resno, prav zares ne tako hitro, no. Sicer so me tam nekje kaj je bilo to, v bistvu v srednji šoli, so me vpisali na treninge tukaj v Ljubljani, ADMAS. Tam mogoče, da je bilo tako vse skupaj malo bolj začrtan, pa vodeno, pa tako, so bila tudi kakšna tekmovanja. Sam tudi v tistih letih nisem bila glih prav zrela, pa pripravljena na to, da bi resno tega se lotila, pa v to vlagalo veliko časa in energije. Tako da nikoli prav zares. Sem vidno bolj tako, z eno nogo bila v tem, tako, recimo. Ja, malo sem brskal v kakšnih atletskih tablicah, da bi najdel kakšne tvoje čase, tekmovalne z tistih časov. Vem, da si laufala 800, pa 1500, pa te fore, je tako? Ja, tako je. Koliko ti pa ratalo odlaufati 1500, recimo? Glih to, mislim, da 5 minut, 10 sekund, nekaj takega. Ja. Lepo. Jaz sem v srednji šoli enkrat laufal, se spomnim, 5 minut, 12 sekund, pa sem skoraj umrl, tako da zdaj si znam predstavljati, da je to kar lep rezultat. Zdaj, atletiki pač vendarle nisi nekako iskala svoje kariere, ampak pa si šla pa študirati vendarle treniranje atletike, kako to? To po mojem sem se že prej odločila, da me to zanima. Sicer nisem prvo leto šla študirati tega, prvo leto sem kar nekaj vpisala. Nisem vedela, kaj bi sama sabo. Pol pa sem ugotovila, da v bistvu me to privlači pa zanima, pa da bi se vrgla v to, tudi če, jaz sem v bistvu takrat sem mislila, to je to, saj ne bom več laufala, saj ne morem več nič resnega odlaufati. Jaz sem mislila pred svojih 20-ih, da to je to. Ne moreš več napredovati, mislim, zdaj si sam še rekreativc, pa šopaš tiste daljše teke pa to. Tako da ne, odločila sem se, da bom vsem probala postati trenerka, tudi če mogoče, ne vem, nisem imela glih neke ekstra podpore za to, v smislu, se tu ni glih ta prav poklic, pa to je ful težko, ko moraš popoldneve delati, pa tako, veš, v tem stilu, ne. Tako da sem rekla, to me zanima, brez veze nekaj študirati, kar te ne. Pol pa v bistvu sem spoznala vse te ultra, traile, adventure race, te stvari in sem se pač malo usmerila bolj v to smer, izven stadiona. No, zanimivo, ja, zanimivo. Kakšen je bil tvoj netipičen razvoj, recimo najprej v atletiki, ki si jo pogojno marala, potem si se malo iskala, potem si šla trenirati, potem si šla študirati trening atletike na DIF, na fakulteto za šport. Kako težko pa je priti na fakulteto za šport? No, to me je zmeraj zanimalo. A moraš biti vsestranski športnik, ali je važno samo, da
da pač si nekako, rekel, okreten pa pravilno naravnan? Kako to izgleda? V bistvu ne vem, kako je zdaj. Takrat se mi je zdel nič res ful posebnega. No? Pa moraš biti pač, malo, tako kot si rekel, okreten, sposoben in toliko se premakniti. Pa mislim, da je to tako, da če en rezultat narediš ful v redu, drugje mogoče lahko malo slabš, ampak nisem zihar, ne me to zdaj za zihar vzeti. Ne vem pa, če se je zdaj kaj spremenili. Tako da tipično klasika, kratek, hiter tek, malo daljši tek, tisti poligon vzvratno, tisti, ki smo vsi sovražili, pa plavanje. S plavanjem sem imela največ težav, no? Ker sem imela še en strah iz otroštva, da bi glavo potopila in v bistvu vse, kar mi je preostalo, je bila ali žabca naprej, ali pa mislim, da sem jaz hrbtno plavala potem. Me ena sošolka, ko je bila plavalka, me je naučila malo, kako biti bolj efektivna in sem jaz tisto uživansko hrbtno plavala. Toliko, da sem prišla znotraj tistega časovnega okvirja. Je pa res, da prvi letnik, pa še nekaj malega sem opravila na DIF-u, potem sem se pa v bistvu preselila v Maribor, pa tam štartala isto smer, športno treniranje, usmerjena v atletiko, na pedagoški fakulteti. Zanimivo. Tako da nisem čisto kar na DIF-ovka. No, ampak dala si skozi eno in drugo šolo, kar je, rekel, kar neka posebnost. No, vse to je izkušnje z 2 fakultet, ne škodijo, prej koristijo. Kakšni tvoji sošolci, sošolke morda v tem poslu zdaj uspešni, delujejo na kakšnem nacionalnem nivoju, kaj takega? Ne, mislim, mogoče ni fair, ker ne spremljam več kot toliko športov, no. Ker smo bili nismo bili samo atletika v istem letniku, ne. So bili to drugi športi, tako da mogoče ni fair, pa delam zdaj komu krivico, ker ga ne spremljam več, ampak mislim, da ne, čisto zares. Najbrž bi vedela za koga, če bi bil res uspešen, pa tako. Evo, mislim, da na konci pristanemo s tistimi atletskimi krožki, pa s tomalmi. Super je. Zdaj, katera generacija si bila pol v Mariboru? Ko si diplomirala, katero leto? Dobro vprašanje. Diplomirala sem po mojem 2017, sam je trajal nekaj časa. Tako da če imel kdaj generacije 2017 kakšnega atleta, bom rekel, oziroma atletskega trenerja iz te fakultete, bom rekel, da ni prvi v podcastu, žal, da to priložnosti že Barbara Jolič izkoristila. A spremljaš pa atletiko še vse, ne vem, slovensko, svetovno, velika tekmovanja in tako naprej? Ja, še kar. Mislim, trudim se, ne vlagam glih ful aktivno časa v to, da bi prav šla pa brala kakšne novice pa to. Ful mi je fajn, ker tudi v bistvu ti v podcastih kdaj narediš en tak povzetek ali pa kakšne ključne dogodke malo izpostaviš, pa ja, tako večinoma teke spremljam, no. Drugo, metaskoke niti ne toliko. Pa teke, no. Teki so tisto, ki so tudi meni najbolj privlačni, z vsem spoštovanjem do ostalih disciplin, vendarle, zdaj mi pa ti povezan, sem imel en podcast z državnimi prvaki, in prvaki, mislim, jih vprašal, kaj je bil za njih najdogodek preteklega leta v atletiki, kaj je bil pa tvoj, recimo, če si vsaj malo spremljala? Lepa. Lahko rečeš karkoli, res. Lahko rečeš tvoji intervali 17. junija na stadionu, nima veze, karkoli. Nisem čisto ziher, če je bilo to lani, ampak mislim, da je padel rekord na 50 kilometrov. Lani, ja, je tako. Je bilo lani? Tako, mislim, da je bilo lani pomladi, ja, tako. Točka. Ja, bravo. Lep izbor, ja. Lep rekord, ja, tako. Jaz bi sicer, če mene vprašal kolega med Kipčogem in drugim naslovom, no zdaj je by the way napovedal, da bo naskakoval v Parizu še 3. olimpijski naslov v maratonu, pa je stržil svojih 37, nekaj tazga, no, tako da to je kar podatek, no, nismo še prestari, no, saj niste še za kakšne dosežke, no to pa kakšen Warholm, pa kakšen Ingebrigtsen, kar se govori, no, ampak ja, atletika je zanimiva, dogaja se zunaj marsikaj. Zakaj misliš, no,
če si vsaj mal v stiku s sceno, se posebej v teku, pa v teku na dolge proge, toliko norih rekordov postavila v zadnjih 2-3 letih, je tehnologija naredila svoje ali način treniranja? Čisto možno, da je več stvari, več dejavnikov, zihar tehnologija. Sploh se mi zdi, da tako, kar sem brala, slišala, da tile special supergi, da delajo, no? Če en toliko hitro laufaš, da pomagajo. Tako da mogoče je to. Zdaj, kar se tiče nekih trenažnih procesov, regeneracije, pa po mojem so tukaj minimalne spremembe, no? Mislim, minimalni napredki ali kakorkoli. Ja. Imaš prav, jaz recimo pred najnim pogovorom sem ravno bral članek, v nedeljo sta padla ameriška rekorda pri ženskah v polmaratonu in v maratonu, v Houstonu na istem maratonu, s tem, da je komentator napisal, rekorda so bila prej stara 15-16 let, prejšnja iz časov pred super čevlji, no, tako da, vendarle, če vsaka sekunda šteje tudi rekord, ki ga podreš za 10 sekund po 17 letih v nekih karbonskih copatih, morda takrat ne bi bil postavljen na ta način, no, ampak, pustiva zdaj to stadionsko atletiko, čeprav si bila danes na stadionu, to so obdelala, evo, kljukca. Zdaj mi povej, kje si se najprej, ko si pač tu študirala potem trening atletike, najprej preizkusila, najprej si že med študijem, no, kot trenerka, evo, tako, v praksi. Po mojem med študijem, Veš, da tudi ne morem priklicati v spomin, kdaj je bilo prvič. Ampak, zihar smo imeli, po mojem je bilo tako, no, da že med študijem, pa potem proti koncu študija smo mogli nabrati tiste ure v praksi, ne, pod vodstvom mentorja. Tako da to sem naredila v Mariboru na stadionu. Tistih, ne vem, koliko je bilo že ur zahteva, pa planiranja, pa vodenja, pa evalvacije, pa te stvari. Tako da po mojem je bilo na ta način, Potem sem pa s Tekaškim društvom Bistrc nekaj časa delala, sta malo mi, pa rekreativci, pa tri pikce. Najti te je, ne, na internetnih zapisih marsikaj, kot si rekla, s tvoje domače Ilirske Bistrce, Tekaško društvo Bistrc, ki organizira tudi Milanja Trail, če se ne motim. No, tam si naredila kar nekaj teh trenerskih korakov. No, vem, da si zdaj angažirana kot tekmovalka in trenerka tudi v Šmargorski navezi. Pa, če se ne motim, si bila tudi v tistih prvih sezonah trenerka pri pripravah za Ljubljanski maraton. Bravo, Sem bila v Mariboru. V Mariboru si bila, no, ker si tam živela. Kakšna je bila izkušnja, pa to? Najdel sem te eni fotki tam, ki je bil še Blaž Strožar šef, Miha Žargija, Karin, sem prepoznal, no, pa tebe. Tam vmes z malo krajšimi lasmi, no, pa se je rekel, zanimivo, Barbara Jolič je bila pri pripravah. Povej mi, ko si se pa tam znašla, no, sploh v ekipi, pa ko je vse skupaj pač to zgledalo. Tam sva bila, jaz pa Aljaž, sva vodila skupaj, neki skupaj, neki pa vsak zase te skupine. Se ne vem, ali smo enkrat tedensko ali dvakrat tedensko smo imeli trening, dobivali smo se tam pri Betnavcu, pa tam naredili trening, ali pa tudi šli kakšen daljši krog naokoli. Pa imeli smo tudi udeležila sem se tudi kakšnega tega skupinskega teka, ko so se nabrali tekači iz vseh vetrov, potem, ne vem, tukaj v Ljubljani, pa se tukaj naredili en daljši tek, pa v Mariboru smo tudi odlaufali, no. Je bilo še kar zanimiva izkušnja, ko smo bili celi zeleni, priprave, Ljubljanski maraton, laufali po Mariboru. Še kar nevarno početje, no, potencialno nevarno. Ampak no, v Mariboru mislim, da se ni toliko prijel, ne vem, kaj je razlog za tem, ampak ne vem, kako je zdaj tudi, nisem več potem bila toliko aktivna, ampak tisto, kar je bilo pa luštno. No, glede na to, da so bile to priprave na Ljubljanski maraton, ampak v tistem času pa na Ljubljanskem maratonu tebe ni bilo zaslediti, ali kako?
špricala sem. V bistvu ljubljanskega maratona ali polmaratona nisem še odlaufala. Sem bila sam na tistih šolskih tekih, 10-ki, te stvari. Ja, leta nazaj. Leta nazaj, ja, še v najstniških letih se tiste 10-ke klepala v 45 minutah, kar je za 18-letnico kar neko super rezultat. No. Mi stari deci smo se lansko leto dajali, kdo bo na uradni tekmi najprej šel pod 45, pa pol pod 42 in tako naprej. In je bil kar naporno, tako da se treba že malo potruditi, ja. Ja, se treba kar malo potruditi, no, jaz sicer pri 18 leti mogoče ne toliko, ampak kako pa to recimo, da nisi, zdaj si ultrašica, trelašica, ni da ni, no, da se tudi na cesti mogoče za hec nisi preskusila maraton, ali si se? Sem se, ampak sem upala, da ne boš tega časa izbrskal. To je bilo v Radencih. V Radencih, ne, sem se mislila pripraviti na polmaraton v Radencih, pa sem tudi se na nek način recimo pripravila. Sam pa sem v zadnjem mesecu pred to preizkušnjo mal sem se izgubila, nisem več delala treningov, kakor bi mogla, tako da najbrž, mislim, sem še v redu odlaufala, no. Za maraton pa sem šla, ampak je potem padla ideja, da zakaj bi se peljali pa odlaufali maraton, če lahko gremo z biciklom do tja, pa odlaufamo maraton, pa z biciklom nazaj domov. Tako da tisti čas je potem temu primerno, ja, no, toliko daljši. No, zdaj upal sem, da boš izdala da ta čas, glede na to, da si naredila duatlon ob tem, no, koliko si pa odlaufala maraton v Radencih, ki ni eden lažjih, recimo, v teh koncih naših? Nimam pojma, sorry. Mislim, vem, da je bilo navadno blizu 4 ur, res, ni bilo, mislim, je bilo zabavno, ampak ni glih predstavljali tega, kar, mislim, ne more biti, koliko sem bila recimo takrat pripravljena, no? Ker res se je že poznala utrujenost, vroče, itak naporno, maraton pač, no, se ne zgodi kar tako, traja nekaj časa, tako da sem si na krepčevalnicah kar vzela čas, pa tiste cukre lizala, pa tako malo tarnala, kaj mi je tega treba. Tako. Kakšne globoke notranje želje nimaš, da bi še kdaj cesti maraton odtekla pa tako, kot ga recimo lahko? Nisem ziher, če si to želim, če mi je dovolj vredno, da bi investirala v to, ker nekaj časa moraš potem posvetiti temu, da se prevadiš spet na asfalt, pa na gužvo, pa držanje tempa, pa potem te tudi na drugačen način te zmatra, ne, ker rabiš nekaj časa za se regenerirati, potem tudi na drugačen način te izpija in tega več nisem vajena. Tako da zaenkrat so druge prioritete, ne bom pa rekla, da je to. Naprav. Zadovoljen z odgovorom, kaj pa sej, v bistvu imaš še za te maratonske podvige več kot dovolj časa. No. Vsebi pa, ko otroci odrastejo, pa boš rada več od doma, ja, no, tako da ti ne bodo pač, ali pa tudi na cesti, no. Cesta je pač predvidljiva, saj ni treba gledati, kje hodeš, pa sam greš, pa ko imaš dosti obrneš, pa greš nazaj domov, pa to. Ne. Mi cestni tekači nekdanji, no, ko smo trele laufali, takrat so bili to še gorski teki, ja, smo imeli pač cesto, zato smo se spočili, recimo spočili od tega, da smo bili angažirani v teku, ne? Jaz sem sem bil razdvojen med tem, ali pri teku biti angažiran maksimalno s tekom, to pri trailu več terja, že okolje, ali pa zdaj vse skupaj odmisliti, to pa najlažje narediš na cesti. No? Zdaj, kakšno pa ti primerjavo recimo potegneš, če te vprašam, tek na cesti ali pa tek po gozdnih stezicah? Evo. Ja, tako, ko si rekel. Jaz tudi najraje zdaj, ko sem vajena bolj na gozdne potke pa te stvari, grem tudi po cesti laufati, ampak za tak
lahkoten tek za res na možgani na off, pa ne vem, sploh če je temno ali pa pozno ali pa zgodaj ali karkoli že ekstra, je fajn. Sicer potem se probam vsem še malo izogniti asfaltu, ne, da spet nisem toliko vajena. Tako da, no, to je zihar, ja. Se mi zdi tako, velika razlika je, če si vajen na cestne teke, pa greš na en trail, se ti zdi tako utrujen, ful dolg časa že laufaš, koliko je zdaj že kilometrov, pa pogledaš na uro, pa je tako, ok, 2 kilometra, tako zdi se ti ura laufa, cela večnost, crknjen, tako. To in obratno, če si vajen na traile in tako, da se skozi nekaj dogaja, res, kot si rekel, si angažiran in tako, pa greš na cesto, pa se ti na drugačen način vleče, se mi zdi, no. Tako, tudi, ne vem, kakšni ultraši ali pa trail tekači, ki pridejo na daljše ravnine, po možnosti na kakšni cesti ali pa makadamu, ti kar v glavi malo dela, ne. Bravo. Je kar težko. Ja. Lepo si povedal. Ja, poznam cestne ultraše, ki jih za nobeno ceno ne boš spravil v gost in obratno. No. Redki so, ki so univerzalni na vseh podlagah, na vseh terenih. Ti vendarle si se znašla povsod. No. Ampak kdaj pa si potem, kjer sem prebral po rojstvu sina, si se potem počasi začela vračati ali pa usmerjati v naravo, po trail, po adventure, pa v orientacijske teke in podobno, trekking. Daj mi malo povej to tvojo tranzicijo, pa to spremembo fokusa, recimo. Ja, to je bilo v bistvu še prej, no, pred prvim sinom. Kaj je bilo to? Na fakulteti za šport sem začela obiskovati eno vodeno vadbo, tekaško čistko, pač, da ostaneš toliko fit. In je bil takrat trener, potem moj partner takratni, in me v bistvu on spoznal z Adventure Raceom, posledično sem ta paket je pasal tudi malo orientacijski tek in s tem tudi pridejo vsi ti gozdni trail teki pa te stvari. In malo sem začela knjige brati, pa ultra, pa gor pa dol. Tako da, ja, ko sem slišala za Adventure Race, sem rekla, wow, to je najbolj cool stvar na svetu, to moram enkrat probati, ko bom velika, ne, čez ne vem koliko let, to so res cari, ki to delajo. Tako da takrat se je to vse me posejalo, no, da me je zanimalo, sem se začela, sem potem sprobala, no, kar kmalu zatem, 12, mislim, da sem bila prvič na tako imenovani mestni avanturi v Velenju. To je bilo tam nekje 6-urna ali 7-urna pustolovščina, moja prva. Potem sem bila še na 2 daljših adventure racih. To je bilo pred kakšnimi ultrami pa trail teki, no. Orientacijski tek sem malo spoznala kot del tudi adventure racea, no. Pa vso to družbo, ki paše zdraven in tako. Tako da to. Pol pač nekaj časa je šlo za ustvarjanje družine, pa sem mislila, ok, vse je bilo luštno, je zanimivo, mogoče še kdaj ali pa pač ne. Pa sem na eni točki si priznala in ugotovila, da rabim tek, no, ne samo tako malo se sprehajati po gozdu pa to, ampak da je tek res nekaj, kar mi ful veliko da in da je vredno, no, se ukvarjati s tem, ohranjati to. Dejva čisto malo risati adventure race. Ne? To je, če recimo, ampak zdaj ne, zdaj je trail vroča roba, če je pred leti trail pač niša v svetu teka, je pa adventure race pa niša, bom rekel, znotraj vsega tega gibanja, ker je neka sinteza večjih disciplin. Daj mi na kratko oriši, no, oziroma tudi za tiste tekmovalce, poslušalce in poslušalke, gledalke in gledalce, kako izgleda pač tipičen adventure race, recimo tako mestna avantura, kot kakšna malo bolj divja. Ok. Kaj je adventure race najprej? Multidisciplinarno ekipno tekmovanje, ki traja od nekaj ur, 6, 7, 8 ur so tipično te krajše, do
30, 50, poljubno več ur, več dnevno, teden, 10 dni, kakorkoli. Tipično je tako, da čas teče non-stop, so pa tudi etapne dirke. Gre pa tako, da so v bistvu trasa ni določena, ampak imaš določene kontrolne točke, med katerimi ekipa sama išče pot, najbolj optimalno, vsaj kar se njim v tistem danem trenutku z informacijami, ki jih imajo, zdi najbolj optimalno. In določene so etape, kdaj se boš gibal na kakšen način, se pravi, koliko boš imel mountain bikea, koliko boš imel trekkinga, orientacijski tek, posebej veslanje, pa so še razne jamarstvo, abseiling, rolanje, večina stvari na lasten pogon. Tako da, kolikor so organizatorji kreativni, pa kolikor se jim da komplicirati, tako, tudi lokostrelstvo smo že imeli ali pa kakšne take bolj zabavne vložke. Mestne avanture so bile, po mojem, bolj slovenska stvar, da so se organizatorji so se lotili tudi tako, da so pripravili znotraj enega mesta, oziroma to ni bilo po mestu. Mislim, en del mogoče je bil kakšna mestna orientacija ali pa kakšne znamenitosti ali tako, ampak potem so te pa vedno peljali naokrog, v najbližjo šumo, najbližje hribe, to je vedno bilo. Tako, ful zanimivo v bistvu, ko spoznaš na drugačen način, z drugimi očmi, iz drugih kotičkov in razglednih točk spoznaš eno mesto in okolico in tako. To, zdaj daljše pa, potuješ vse povsod, ni da ni. Ja, tukaj si z ekipo, mislim, da Pustolovec Ride, če se ne motim, ekipa 4 je ponavadi, je tako? Ja, na krajših je tipično 2, na krajših je ekipa 2, ampak zelo tipično so pa 4. Od tega večinoma mora biti en nasprotnega spola. Se pravi, če so 3 ženske, mora biti en moški in obratno. Ja. Tako. Ti si bila ekipa, kjer si bila edina ženska, vsaj na tistih fotkah, kjer sem videl, in v tistih časih ste posegali kar visoko, ste bili kar na štengcah ali pa zelo blizu na vseh teh zadevah, kjer ste se pojavili, drži? Še kar, ja. Mislim, na prav prvih 2 mojih Adventure Racing Slovenije, to je ta daljši 50-urni, ni bil rezultat neki ful posebnega. Sicer smo bili 2016 prva slovenska ekipa, ko takrat je bila mednarodna konkurenca, je bila še kar v redu, Pole pa tu se skupaj malo zamrlo. In v bistvu ni bilo težko na nek način priti na stopničke. Tako da tisti glavni del smo žal, mislim, ne čisto zamudili. Ampak ja, mogoče je škoda, da tega ni več. Tako, potem pa so se Hrvati lotili zelo resno te zadeve, celo mogoče še malo bolj, ko so v bistvu ciljali na to, da se tekma uvrsti v svetovno serijo, in to je tudi uspel. In prvo leto, ko je bila organizirana ta Adventure Race Croatia, smo v bistvu bili 3. na koncu. Druga slovenska ekipa, pa 3. Je bilo kar presenečenje na svoj način. Ta tekma je bila še demonstracijska, ni bila še kot del svetovne serije, zdaj pa je. Tako da, naslednje leto ni bil več toliko dober rezultat, bil tako, če gledaš sam stopničke, ampak ni to point. Zanimivo, da Adventure Raci so bili v tistih časih, 10, 8, tudi 5 let nazaj še kar popularni, tudi v Sloveniji, kot si rekla, je bilo nekaj teh avantur. Zdaj so se kar malo umaknili v zadje, oziroma jih ni več. Eno ekipo sem sledil, Klemenom Udovičem, so bili nekje v Italiji, mislim, da lansko leto so bili kar visoko pozicionirani, ampak zakaj je pa Adventure Race zdaj izgubil na popularnosti? Mogoče zaradi traila ali zaradi česa drugega? Pa sej ni izgubil na popularnosti. To je mogoče bolj v Sloveniji trenutno stanje. Ni nujno, da bo tako ostalo. V bistvu v svetu je zdaj kar popularen spet ali pa postal Adventure Race. Predvsem, mislim, zelo velik porast je bil zdaj zaradi Eco Challenge, ki je bil, kdaj je bilo to, pred 2 letoma sneman, oziroma tako.
predvsem so organizatorji, ki so furali to dobrih 10 let v Sloveniji in to zelo na visokem nivoju, so potem so to nekako prerasli, živeli in so predali naprej, ampak nekako ni zaživelo nazaj. So se trudili. Smo imeli še nekaj dobrih pustolovščin, ampak nekako ni več to. Ampak ne pomeni, še vedno tisti ljudje, ko smo se ukvarjali s tem, pa ko smo še aktivni. No? Tudi rešujejo nas na nek način Hrvati, pa tega mogoče nisem prej omenila, da teh krajših tekem, enodnevnih, ne vem, poldnevnih ali kakorkoli, v parih, v dvojicah, je kar še nekaj. No? Zdaj je sicer med korono, ne, ampak so še bile in tam pa resno, tam pa smo kar pobrali, kar se je dalo. Ja. Omenila si Eco Challenge, mislim, da je Rea Kolbel, ki je tudi gostja v podcastu, takrat razlagala, kako je tisto izgledalo, ko so se izgubili na morju in podobno. Imaš ti mogoče željo kaj takega naskočiti kot kakšen res bucket list projekt? Ja, jaz imam, mislim, itak. Zdaj prav Eco Challenge bomo videli, če še bo, ne vem, kaj se bo tukaj zgodilo s tem, ampak sej tekem je veliko, no, po svetu na ful zanimivih koncih in tukaj sej ekipo imamo, no, načeloma, sam pripravljenost posameznikov, če so pripravljeni investirati čas, energijo, denar itd. V to, da se premakneš na drugi konc, kamorkoli že, pa da imaš nek support zdraven, je zalogajno. Tako da itak, da je želja od, po mojem, vseh nas, ampak mogoče bi pa tukaj rabili malo podpore. No? Tako, pa dobro, zdaj imamo tudi nekaj malih otrok še, enih par nas ima male otroke, tako da mogoče morajo še kakšen let zrast, pa bo potem lažje. Da bodo lahko navijali, vsaj nadaljavo, če ne drugače, ja, pa spremljali live prenose in podobno. Rekla si, ne vem, 50-urne zadeve, kako to zgleda v praksi, pol se tukaj spil mes ali kako se to prehranjujete, mislim, kakšen plan se naredi za tako tekmo. Najbrž to ne moreš delati kar po občutku ali pa improvizirati, ampak moraš imeti razdelan tudi to, kaj se lahko zgodi, pa se zgodi, pa zgleda malo bolj naporno planiranje kot običajen, že trail tek, tudi če je daljši, kaj šele cestni tek, ki je praktično no-brainer. Ja, je tudi to svoj vrsten izziv. Včasih smo se hecali, da ko smo štartali tekmo, je bilo tako, končno je bil štart, zdaj pa konc tistega vsega sekiranja, ko je bilo pred tekmo, ko moraš vse dobiš tipično pred temi dolgimi tekmami, dobiš tipično eno shemo, na kjer imaš vsaj okviren čas ali pa kilometre etap in na kak način se boš gibal nekje. Ni zemljevida, ne? Nikoli ne veš, kje bo šel, pa kakih bo teh 10 kilometrov ali 60 kilometrov ali karkoli, ampak je pa vsaj približno, da si lahko, pa kje bodo točke za bokse, recimo. Tu tudi tipično imaš na enih, ne vem, 2-3 mestih, odvisno od tekme, da vmes lahko nafilaš, si zamenjaš opremo, nafilaš hrano, pijačo, nahrbtnik, tako da približno si lahko naprej planiraš. No? Tako, da ja, oprema itak je malo pa še skupaj z etapami, kaj boš kaj rabil, na kateri točki, malo potem kalkuliraš, kdaj bo noč, kdaj bo, ne vem, visoka nadmorska višina, da bo bolj brez, kdaj boš moker, ko boš prišel z veslanja itd. Ampak vedno te lahko preseneti. Tako da to pa prehrana tudi na teh daljših itak snekov neskončno veliko. Vedno moraš nekaj jesti, vedno imaš v teh sprednjih žepkih, pač nekaj grickaš, nekaj si podajaš, deliš med sabo. To je fajn tudi malo vedeti, kaj ti paše, pa imeti nek širok nabor, da enkrat sladko, enkrat slano, ni da ni, no. Pa ponavadi nam je kar v redu delali, da smo si vzeli to dehidrirano hrano, imeli smo dostop do vroče vode, pa smo zalili, pa je bilo tisto, res kot da bi sveže skuhal. Pojedu fino večerjo in tudi te napolne, lepo se greje, želodček je srečen in lahko šibaš dalje. Ampak večino teh stvari hočeš narediti med gibanjem, no? Tako da to je tudi fajn malo potrenirati. No, če si rekla že trenirati, kako pa
treniraš za tako zadevo, ok, eno je tek, dobro, to še znam, s kolesom se moče pelati tudi še malo, pa imaš pa veslanje, pa abzajljanje, pa jamarstvo, pa rolanje, bog pomagi. Ali moraš vsako disciplino pač vendarle neki uri posvetiti, ali si rečeš, ok, to bo moja slabša disciplina, da sam da preživim. Kako izgleda to potem? Kako se pripraviš na tako zadevščino? Dobro vprašanje. Tako. Tipično ni tako, da boš vse podelil, vse športe. Fajn je, če ponoviš, če so kakšen abzajl, pa ferate, pa te stvari, da res ne delaš kakšnih neumnosti vmes, kaj je res pomembno. No? Tudi, če se ti zdi, da znaš vedno. To se tipično tudi preveri pred štartom, kakšne daljše dirke, ko potem prideš utrujen in nisi naspan in malo že in nočeš kakšne neumnosti narediti. Tako da veliko trekkinga oziroma hajkanja oziroma teka, kombinacije tega, bicikla, veslanje, eni trenirajo tisti večinoma, ko imajo dostop ali pa tako. Nam je še kar šibka točka, no, veslanje bi rekla. Tako da ponavadi so tudi te krajše hrvaške tekme služile kot dober trening, ker so tudi, je bil veslanje skoraj vedno prisotno, v bistvu vedno, tako da smo tam malo potrenirali. No. To, orientacijski tek, mislim, pač probaš pokriti, kar se da. No. To je bolj način življenja, kakor pa da boš zdaj pa načrtno, vsaj za nas, no, ko nismo glih zdaj neki elitaši. Probaš se vsaj malo nečesa lotiti, no, pa izboljšati kaj. So pa recimo tudi tranzicije velik hudič tukaj. Si ne vem, kako naštudiraš, kako boš veslal, pa na tranziciji zabiješ uro, takole, mingrede. No, evo, malo sem že povedala okrog tega zanimivega športa, ki si ga zaenkrat še ne bom loteval. Ja, pač... Zaenkrat ti rekel. Ja, sem nikoli ne veš, daj me zgrabi. Sej bo sem tudi začel lafati, zato sem bil dolgočasen, pa še kaj drugega, pa po feratah les lansko leto, če smo že pri tem, kaj pa veš, moče pa kdaj še vzljubil rolanje, pa se bom prijavil na kakšno mestno avanturo, ko bo spet v Sloveniji. Zdaj le vem, da moj kolega Matej, ki je drugače z Velenja, to posluša, pa me bo prijel za besedo, ampak mogoče pa ne posluša. Tako da veliko se govorilo o orientacijskem teku, to je stvar, ki smo v šoli počenjali, pa nismo marali. To je taka specialna disciplina, ker vem, da jo v vojski še prakticirajo, pa sem pa tja na kakšnem tekmovanju. Obče ni tako prisoten. Bil je pa trekking, pred leti tudi prisoten, imeli smo trekking ligo, Hrvati so imeli še dolg za nami, no, pri nas je pol to zamrl. Pol je bil trail, no, pol je trail nekako nadomestil trekking. Trekking je bil v bistvu stvar, za katero nisi točno vedel proge, pa si dobil zemljevid, pa si mogel iskati kote, je tako. Tako. Medtem ko trail, pri trailu pa saj traso veš, pa vse, kar moraš iskati, je ukrepčevalence, če so. Zdaj, kdaj si se pa potem zares spoznala s trail tekom in ugotovila, da v tej smeri bi pa raziskovala tudi malo dlje, kot pa samo bližnje vršace? Po mojem sem najprej šla na Pohorje trail. Mislim, da je bilo takrat še nekje okoli dolžina maratona, nekaj tazga po Pohorju, ker sem bila pač na Pohorju doma takrat. Sem videla, da to je, pa sem začela malo laufati tam po Pohorju, gor dol, pa sem šla to sprobati. Je pa bilo potem, sem imela to idejo, da bi šla na Slow 100. To je bila moja prva ultra. Mislim, da nisem ziher, to je bila ena prvih teh 100 ulter v Sloveniji. No? Ne vem, če je bila čisto prva, je pa bila ena med prvimi. 100 je sigurno, ja. Ja. Tako da to sem si zapičila v glavo, da bi jaz to šla. Pa sem se malo pripravila in te dve sta bile moje prve, no. Prav trail, prav ultra. Tako. Eno vprašanje se mi zdaj še porodilo, te nujno moram vprašati, v ekipi za Adventure Race si bila tudi s svojim partnerjem.
Zdaj, kako pa je, eno je koegzistirati v življenju, pa biti v partnerskem odnosu, drugo je biti 50 ur v nekem gibanju. A je to kakšen poseben izziv, ne vem, prijatelja lahko nekam pošleš, moče s partnerjem majčkeno drugače, si greš tudi včasih na živce, pa si jezen ena drugega, kako, a to utrdi, brez me zanima, ali neke take preizkušnje utrdijo partnerski odnos, ali včasih si želiš, da se česa takega v paru na ta način ne bi šel. Ja, najbrž odvisno od odnosa. Mislim, to je dober test najbrž za odnos. No, tako, to se da slišati. Ja. To je mogoče, kaj je to, team building za pare, ali dober, ali pa no, sprobaš, če hočeš, če si tak pustolovski tip človeka, pač moraš sprobati materialne. Peleš, pa šele potem rečeš da ali ne. Midva sva bila z Juretom v bistvu najprej sotekmovalca. V tej ekipi 4, pa potem še v ekipi 2, so šla na enih par tekem in nama je bil vedno, sva bila tako efektivna in nama je bilo ful žur in tako. Tako da, no, iz tega sva potem v bistvu se je razvil še nekaj več in ja, ne vem, midva sva iz te smeri prišla, no, tako da sva se sprejemali, probala, kako je kaj, ko si tretjo noč neprespan, pa četrti dan siten, pa tako. Ne, mislim, nekih ekstra konfliktov tukaj ni, no. Ja, bi rekla, da sva dobra ekipa, tako na adventure racih, kakor tudi kot v partnerskem odnosu, kot familija in tako naprej. Tako da. Yes. Bravo, lepo povedano, spoštovani in spoštovane, če želite preizkusiti, če je vaš partner marriage material, ga prijavite na kakšen adventure race, v Sloveniji jih ni, bo Barbara razvihtala kontakte za tujino, pa če te nazaj prišli še tako z veselo zaljubljeni, pa je to. To je to, sam pogasil. Sam pogasil, če pridete nazaj sami, pa tudi, je zakaj dobro, ne, hecam se. No, zdaj so pa, deva pač to nagovoriti. Zdaj, tale podcast posluša, rekel, tudi kar precejšen delež, vsaj po mojih statistikah, mlajših od 30, tudi mlajših od 20, ki jih zanima pač razvoj, ne samo rekel, športnika, človeka, atleta, atletinje, pač pa tudi osebnosti kot take. No, zdaj, danes se sliši, da 20 moraš izkoristiti maksimalno, pa se potem resnim zadevam posvetiti. Znanstveniki, tisti pravi strokovnjaki za razvoj možganov pravijo, da današnja puberteta traja do 25 leta, pri moških še dlje, včasih tudi do 50. No, ti si pa odločila že pri 22, pred prejšnjim partnerjem, da boš imela otroka. To je velika odločitev, rekel, za mlado žensko. Danes, jaz jih ne poznam veliko, malo jih je, ki bi danes v teh časih, ko ti rečejo pri 20, zdaj pa izkoristi vse možnosti, ki jih imaš čim dlje, Bog ne daj, da se da ukalupiš, pa ustališ prezgodaj, ker ti bo potem žal. Ne? Ti si šla pa kontra temu toku in to me zelo fascinira. No, in zakaj? V bistvu očitno mi ni noben tega rekel, ali kaj. Ne, se ne. Ne vem, pri 22 se je zdela to zelo dobra ideja, tako no, zdaj je čas, zdaj smo se ustalili, dajmo zdaj malo družinco zrihtati, pa tako. Je na nek način je bil en tak, sem šla v drugo smer za nekaj časa, no, za nekaj let. Tako da ja, takrat sem se odločila, sva se s partnerjem odločila, da si to želiva in to je bilo to, ne vem, ko si v enem obdobju, pa ne, ko se razvijaš v eno smer, ne vem, no, ne vem kako in zakaj in kako nekomu svetovati, ja, mogoče je res redkost, da se nekdo odloči tako hitro za družino, ni pa čist izjema, no. Po eni strani, zakaj pa ne? Takrat si mlad, imaš veliko energije, se ti da ukvarjati s temi otroki potem, mislim se ne, da se mi zdaj ne da, ampak je bilo luštno, ful luštno obdobje, no, res in mi je ful velik dal in tudi razvijaš se drugače kot človek potem za naprej, no.
Tako da življenje se je obrnilo na glavo, parkrat zavrtel, pa streslo, ampak je bilo vredno vsega tega. Tako da pol pa spet, ne vem, s takratnim partnerjem, ne, sva šla čez vsako svojo smer naprej, takrat se pač še iščeš v življenju in tako. In potem je nekaj let minil na tak način, dokler se ni spet zgodil še en mali fant. Vidiš, dve to zanimivi zgodbi, ja. Dva sinova, s katerimi se ukvarjaš. Kaj sem hotel dejansko s tem vprašanjem izvedeti, oziroma kaj me zanima in kakšno sporočilo bi rad dal tudi tistim, ki poslušajo pa gledajo, da nič ni narobe, no, če se v mladih letih odločiš, sprejmeš take življenjsko pomembne odločitve, kot so družina. Mogoče so vse ostale, kaj pa vem, selitev, menjava službe in podobno, bistveno manj pomembne, kot pa to, da boš ustvaril družino, da ni s tem nič narobe, še več, da danes, današnji družbi gledamo na to kot preizjema, kot pravilo. No. To se mi zdi, da smo v eni generaciji čisto zašiftali, no, in zato se mi zdi to fascinantno, še posebej, ker si to ti, recimo kot športnica, ki si bila že pred recimo prvim porodom zelo aktivna, pred prvim otrokom. Daj mi zdaj povej, no, to bo tudi mogoče zanimivo za marsikatero žensko, pa tudi njenega partnerja vse zadnje. Nekatere športajo praktično do porodnišnice, dokler jim voda ne teče, druge so zelo zadržane zaradi zdravstvenih razlogov in tako naprej. Kako pa pri tebi, recimo pri prvi, mogoče potem tudi pri drugi nosečnosti? Bila si dobro pripravljena, aktivna, fit, ampak kako si se pa ti lotevala športanja v blagoslovljenem stanju? V prvi nosečnosti niti nisem toliko prav zares športala, so bili bolj sprehodi, pa ne vem, mogoče sem šla enkrat, dvakrat laufat, tudi ne spomnim se ful podrobno. Zdaj s drugim pa je bil pa to že toliko velik del življenja, da ni šlo brez. V bistvu ta drug otrok je v trebuhu doživel marsikaj. Smo ga kar zmatrali. Je bil že tudi na kakšnem adventure raceu pa trekkingu pa. Ampak ne, to je bil tako vsakodnevno, no, je bilo neko gibanje in tega nisem mogla kar nehati, oziroma tako vse tegobe in izzivi nosečnosti so po enem tudi tako kratkem teku šli. Je bilo veliko boljše, no. Tako da tu sem kar kmalu ugotovila, da se moram tega kar oprimiti, pa kolikor dolgo bo šlo laufati, bom pač laufala. In na srečo ne vem, očitno je bilo vse okej, nosečnost je lepo potekala in sem lahko bila kar aktivna praktično do konca. No. Tako da to ni samoumevno, to vem, ampak in tudi je bilo lepo na svoj način, ko v bistvu si malo prisiljen res upočasniti, pa se poslušati, pa si kupiti večje hlače. Pa enkrat vem, da sem se potem odločila, okej, bom vzela zemljevid pa kompas, pa bom malo Rožnik spoznala in te tudi to prisili, da malo počasniš, pa najdeš kakšno luštno potko pa tako. Izziv je bil mogoče bolj potem kasneje tek navzdol, tu sem bila ful previdna, tako šla res po jajcih, zaradi, no, ker so malo večje sile, ne, in se je potem na trebuhu že čutilo. Ampak je šlo, no. Tudi sem se bala, da bom kaj bolj narodna postala, pa ravnotežje, pa te stvari, pa na srečo tudi je kar šlo, no. Tako da, ne vem, mislim, da sem, ko je bilo tako, no, ko je bila že praktično visoka nosečnost, da sem Jure tu kar za vsak tek čist cela vesela, tako rad, a veš ono, ko čakaš, daj bo tisti zadnji, kdaj ne bo šlo več in je kar šlo in je bilo tako, hvala Bogu, še se da. Tako da, to je da best čarata, no, ali pa sprehodi, se bi bilo tudi sprehajati se v redu, sam neki, kar ti da, kar te osveži, pa da se malo spočiješ, pa zmigaš, pa karkoli. Fajn je migati. Bravo, super. Je že tako
pregovorno povečan apetit med nosečnostjo zaradi več gibanja, potem še toliko izrazitejši? Kaj pa vem, po mojem, mislim, se to niso neki naporni pa dolgi teki, vsaj pri meni niso bili, tako da po mojem sem kvečem uravnala kakšno ekstra željo po tako sladkarijah, junk foodu pa to. Po mojem se tako bolj uravnali. Se to je mogoče tudi tako v vsakdanjem življenju, da hočeš nekaj sladkega, v bistvu pa rabiš nekaj drugega. Mogoče. Res, to je emocionalno naše hranjenje. Ja, tako. Točno vemo, zakaj to delamo, pa še zmeraj bomo to počeli, kljub temu, da bi se mogli upreti. Ampak, kaj pa recimo po porodu? Ja, znano je reklo, da 6 tednov v porodu pač ne smeš nič počenjati, pa se to ima neko osnovo v zgodovinskih, empiričnih podatkih, ampak vendarle, dan današnji, kako si pa ti potem spet začela, nekje je čas, fokus, drugo je pa spet želja. Kdaj si te zbudila spet želja po nekem gibanju, po malo več gibanja in si potem počasi začenjala spet tekati? Kar tako relativno kmalu. Mislim, da je 3 tedne sem bolj ali manj ležala, pa se smilila sama sebi, ne uživala pač drugačen način poteka dneva in tako. Ampak mi je malo manjkalo. Je vseeno, je šok, ko si vsak dan lahko aktiven, pa kar naenkrat je vse drugače. Tako da v bistvu sem bila na začetku kar malo jezna sama na sebe, ker se nisem toliko pripravljala na ta del. Malo sem že pozabila, nekaj je porod, ampak priprav se moraš na tisto, kar pride potem. Tako da 3 tedne sem po mojem počakala, pa šla na kakšen sprehod sem, pol pa sem rabila vsaj malo, vsaj sam malo, sam par korakov zlaufati, sam tako. Pa počas. Bilo je tako, Aron je bil kar zahteven otrok v smislu, da on bi se skozi dojil, pa vse bi pač popil, oziroma tako. Je kar rabil, pa spal bi samo v naročju. In jaz sem probala tudi drugače, da bi ga da otroka navadiš pa na ta način, ampak ne, on v tem smislu je bilo kar zahtevno, da je bil skozi akcija, skozi po rokah, skozi v naročju, nič spati, tako se zbuditi 30krat na noč. Pa še to ni bilo tako, da bi ga lahko odložila, pa bi on zaspal, pa tak je bil Aron. Če bo to kdaj poslušal, evo. Tako da 1 leto je bilo to kar izzivno, ker sem imela res nove dimenzije spalne deprivacije, utrujenosti in tako. Ampak glih zaradi tega mi je še toliko več pomenilo, če sem za tistih 15 minut, 20 minut lahko šla malo polaufati. Sam toliko. Tako da nekega hard treninga potem, ali tako veš, da bi prišla spet čez nekaj časa v neko rutino, res redno miganja, pripravljene na neki, ni bilo čisto resno. To? Ja, tako. Pa ko je ded začel jesti tudi pravo hrano, pa tako, pa ga je lahko Jure imel za več kot 30 minut, pa je bilo malo lažje tudi na kakšen daljši tek. Vprašanje, seveda, ki sem ga hotel postaviti, pa si ga na pol že odgovorila. Pred časom sem imel tudi Martino Potrč, ona ima tudi majhnega otroka in dejansko se pogovarjala tudi o tem, kako se ti življenje postavi na glavo, kako moraš zadeve kar naenkrat malo bolj optimizirati pa planirati, kako usklajevati družinsko življenje, pa biznis, pa spanje na vse zadnje, na koncu moraš pa še kakšen trening spraviti noter posebej, če si nek trelaš, kaj šele ultra trelaš in tako naprej. Se pravi, ne vem, za neke resne podvige, ki jih zdaj počneš, rabiš tudi 5-6 ur nekega treninga. Se to da, rečemo, z majhnimi otroki vendarle uskladiti? Ja, da se, mislim, če si to želiš, pa najbrž se da. Odvisno od tega, kako familijo imaš, ne vem, podporo imaš in tako, koliko se lahko organiziraš. Jaz mislim, malo organizacije, da lahko gre daleč.
tako, pol tudi pridejo upoštev kakšne babice, detki, partner itd. Tako da ja, da se, zdaj pa neki nasilo glih ne, no, najbrž tako sploh prvo leto, če imaš to srečo, da otrok spi, pa da je, pa tako, pol ja, valjda, sam pogasil. Ampak drugače pa, če pa že tako stresno, pa si že tako crknjen, pa nekih takih dolgih tekov po mojem glih nočeš delati, no. Tako da tukaj malo tudi, kaj je namen tega miganja. Bravo. Zdaj, ja, prej si omenila Pohorje, ker si nastopila na prvem trail teku. Izbrskal sem podatek, ja, da takrat, ko je bilo državno prvenstvo na 53, se je bilo to, ne vem, 19? Ne, 19 je bilo, ja. 19 je bilo, ja, da, bravo, 19, da si bila kar tretja v cilju, ko je za Tratnikov in Kegel Venclovo, no, tako da, evo, no, Barbara se poskusi v trail teku, gre na državno prvenstvo, ko je na Štencah. Da to najbrž ni bilo presenečenje, ali kako? Mislim, ja, tretja, ne, na Štengah pa to, ampak časovno, če pogledaš, pa ni zdaj tukaj nek vrhunski dosežek, tako da to je bilo bolj slučajno, bolj je bilo kot, mislim, jaz to vse skupaj jemljem kot, ne da ciljam zdaj biti med prvimi tremi ali kakorkoli, bolj kot izkušnja, bolj kot gremo to doživeti, pač kakor bo, pa kot trening, ne nazadnje, na druge stvari, na daljše stvari. Meni je laufati fajn, tako vsakodnevno, pa iti tudi na kakšen tek pa tako, ampak se mi zdi, da bolj si jemljem vse te stvari kot izkušnje, pa kot pripravo na nekaj, kar še sledi, recimo. Tako da adventure race mi je zihar ful bolj fajn tekmovati, no. Tako da. To sem hotel vprašati, kako se sama sebe deklariraš kot adventure racerka, kot trailašica, kot ne vem, kaj drugega, kot atletinja morda, ja. Ampak praviš, da adventure race ti je bolj pri srcu. Probam, mislim, ne predalčkam se, no, glih. Ja, valjda se mi kul zdi, da no, se gremo adventure race, to zihar. Kot tekačica, ja, valjda, če laufam, pa najbrž sem tekačica, kot atletina pa glih ne, no. Tudi športnica je že tako malo, že malo bolj resno se sliši, kakor rekreativka. Ok, pošteno. No, zadnjič sem nekje prebral v članku, da ne glede na to, koliko laufaš, pa koliko hiter, da ko greš laufati prvič, drugič, tretjič, pa imaš neko kontinuiteto, da se lahko kličeš tekač ali pa tekačica, tako da mirno, tekači. Evo, smo tekači, ti si tekačica, kjer je pa zate pa največji uspeh, če so že pri trailu, v trail teku, evo, katerega bi dala najvišjo stopničko, če bi jih mogla pa lih preč rangirati, evo. Trailu. Zmaga na 100 v Baški grapi mogoče? Ne, ja. Kaj bo še kaj tazga? Mislim, spet zmaga, ne? Tak fajn, tako sem fajn napelal tole, da narediva zadevo, pa si mi spet pokvarila. Sorry. Ne, kje sem. To je bila zihar fajn izkušnja, zanimiva izkušnja. Ne vem, če je najljubša, zato ker ta podborda, ne? Če je najljubša, ker sem takrat 1 kilometer pred ciljem padla, tako na Makedamskem, tako čist rahel spust je bil, na nič sem se spotaknila, na en tist kamen, ki glih malo ven bolj štrli. In sem orenk padla, no, sem dobila en kamen v koleno, ki se me je potem še nekaj časa držal. Nisem vedela takrat, da je kamen noter v koleno in tudi, ko so prišli reševalci izčistiti tisto rano, ni bilo videti, da je še nekaj noter. Mene pa bolel za znot. Pa kri je tudi sprve ful tekla, potem se je umirila in nismo mogli kar vedeti tega. Tako da to je malo pokvarilo izkušnjo, mogoče, no. Sicer sem potem odšepala do cilja. Lindič Andrej je bil z mano tisti cajt, je malo poskrbel za support in tako. Tako da,
Ja, Si da že kar marsikje, Pohorje so imela, pa Baško gra, po Blasi, Vipavi, če se ne motim, pa še kje najbrž. ja, ne prav ful več kot to. Na K24 sem še bila potem. No? Kaj prav ful več, pa mal tudi zihar sem pozabila še kaj, ampak kakšni krajši mogoče, no, tudi. Ja, vsak ima neko svojo zgodbo zraven. Pol je tukaj tudi veliko trekkingov na Hrvaškem, tiskah si prej omenil, v Sloveniji tega praktično več ni, na Hrvaškem še so. In to je tudi na nek način tek, sem pač malo se moraš orientacijo iti še vmes. Tako da ti so mi tudi ljubi, ne vem, vsak je zgodba zase. Ampak ja, recimo, da minus tisti padec, da je bilo Podbrdo, da je bilo posebno, no? Da je top. Tisti padcem reče, da je pa še zgodba toliko bolj zanimiva. Ja. Martina Potrč me je zadnjič vabila, da moram na K24 enkrat iti na 100 km, pa mi groza te razdalje v hribih. Povej mi, Barbara, kako pa se ti recimo pripravljaš, pa koliko časa, da eno 100 km preizkušnjo takole na trailu v hribih? Evo. Nisem se še prav tako resno nekaj pripravljala, da bi imela kakšen plan, pa da bi rekla, zdaj bom pa toliko ur na teden delala, pa tako da tukaj te moram tudi malo razočarati. To mi super, jaz ga tudi nimam nikoli, tako da če mi rečeš, da gre brez plana, sem že korak bliže, izvoli. Ja, tako da jaz sem še kar rekreativka, no, tako bom rekla. Pač laufala sem, kolikor se je dal, šla na kakšno daljšo, kolikor se je dal, tudi za izlet in za malo sprobatke in tako, za trening. Ni pa, ja, ne vem, nimam glih, da bi ti rekla toliko ur, pa toliko kilometrov, pa tako, no. Žal. V redu je. To mi je zdaj v redu. Zdaj upanje je spet vzklilo v meni, ogenj je zažarel. Govora je bilo, Martina je rekla, toliko kot je višincev na dirki, toliko jih moraš nesti na teden. Pa sem koj prečrtal vse skupaj, ker to je, oziroma razen če izberem lumpi tek. Ja, ampak vendarle, če čist malo orišava, rekla si, 50, ko greš za trening, vseeno pa moraš biti kar nekajkrat na teden tam zunaj, moraš iti v hrib, moraš iti delč, moraš iti hiter. Ja, no, sej, recimo, da zdaj si dam tisti moj trenerski klobuk, si dam gor, ja. Pa ti iz drugega zornega kota odgovorim. Ni pravilo, da moraš toliko pa toliko kilometrov narediti, pa toliko višincev narediti, da se boš pripravil na eno ultro. Vsaj, mislim, tako, fajn se je pripraviti v obdobjih, da imaš, ne vem, eno obdobje, ko malo delaš, ne vem, malo manj volumna, pa malo bolj intenzivno, pa imaš eno obdobje, ko narediš orang volumen, pa takrat nabereš res veliko višin, pač odvisno od tekme, na katero se pripravljaš, pa narediš takrat tisto dozo višincev, pa sendvič teke, pa specifika, pa hribi, pa teren, pa nočni tek, pa sprobaš se opremo, pa streniraš prehrano in te stvari. Ja, tako se pripraviš na eno. Tako, če se hočeš res pripraviti, potem rabiš plan, no, rabiš si malo razporediti, kdaj boš kaj naredil. To je pametno, to je pameten trening. Tako da jaz mogoče bom probala zdaj to uporabljati, no, zato sem danes delala intervale, ker je ideja, da grem na še kakšno ultro letos. In tako da bom probala to, kar drugim pišem za pripravo na ultro, da sprobam to tudi sama malo. Ne da je sem tako, da grem malo polaufati, ampak da se malo pripravim. Zdaj le bom pa s tebe zvabil in zastonj trening, kljub temu, da si profesionalna trenerka. Kaj si danes delala na štadionu, kakšne intervale? Tako čist, da bom jaz probal enkrat to ustvariti sam. Ajde, zahit. Ne vem, če dela za vse, tega ne obljubim. Danes sem delala 6x800 metrov z namenom, da malo spodbudim svojo maksimalno porabo kisika, da se malo adaptira telo na to, ker na eni točki se tudi, če delaš samo dolge teke, pa lahkotne teke, nizkointenzivne, se tudi tukaj ustavi.
rabiš malo zvišati tudi druge thresholde. Tako da to je ideja za tem. 6x800 s kakšno hitrostjo skok počitka? Hitrost je po mojem tam nekje 3 minute 35 sekund na kilometer. Tam nekje, ne vem, ne gledam hitrost, gledam sam, to je tam 2 minute nekaj 52 sekund cirka. Pa enak časa, kakor traja interval, traja tudi počitek. Cirka. Tako, sekunda gor dol, recimo 3 minute traja počitek. Ampak to je, imaš potem različne verzije intervalov, tako da lahko do to proba, lahko pa tudi malo drugače. Ja, sej, kolega mi zadnjič govoril, da bom šli enkrat te laufa, to so te 800, mislim, 10x800, to je že prehuda, tvoj trening mi čist bolj všeč, zdaj moj cilj, da probam ta trening vsaj 3 ponovitve narediti v tej hitrosti. Pa bom v naslednji vdaji povedal, če mi je rad ali če o tem ne bom govoril, pomeni, da sem sramotno failal. Okay. Pa se lahko sam spomniš vmes, da ne laufa maraton v tem času, v tem tempu. Tako da pa se kar vmes malo nasmehneš, a veš tist. Mislim, res, kako to toliko počasa, ne? Ja. Še 800 ne moreš. Ona to maraton, ti pa 800 ne moreš, si rečeš in potem bruhneš in greš eno ponovitev. Super. Evo, nekaj uporabnega, ne hecam se. Zelo lep trening si mi dala za naslednji teden, ampak kot personalna trenerka, da mi malo uriš tvoje delo, s kom delaš, kje delaš, si v bistvu čist samostojna trenerka, ki dela s klienti ali delaš tudi za kakšno firmo, organizacijo, društvo, klub in tako naprej. Ja, trenutno imam SP za trenersko delo. Delam pa, vodim treninge pri Šmarnogorski navezi, se pravi tekaški klub Šmarnogorska naveza. Večinoma te, kaj so to, mlajše mladinke, pa ta mali najmlajši, to. Potem pa tudi, tu pa tam naredim kakšen trening z gorskimi tekači, pa včasih gremo tudi na kakšen hrib laufati, tako, malo večja skupinca, tudi malo starejši. To, potem delam pri orientacijskem klubu Komenda za mladince, kakor malo bolj kondicijsko pripravo, tako delamo v telovadnici treninge, tu pa tam tudi kakšen tek zunaj. To. Pa imam še osebno trenerstvo, sem probala, če bi to delali, če bi zalaufalo, pa za pripravo na v bistvu ultra trail teke oziroma podobne zadeve. In to sem nekaj časa nazaj štartala, zdaj malo probam še koga dobiti zraven, da bi imela malo več varovancev, tako da, tako nekako, to je trenutno. Videl sem namreč in tvojo objavo na Facebooku, da se s tem pečaš še bolj, potem mi je oči zvodila, oziroma me je upozorila objava od Tadeja Maligoja, ki je mislim, da Klaro Bajec naredil zelo odštekano 180 km ultro in se pohvalil, da ga je na to seveda pripravila Barbara Jolič. Tako da imaš že klijente, ki uspešno zaključujejo s temi dirkami, tako da nekaj že delaš prav. Ja, mislim, da res moram nekam ali potrkati ali kaj. Kar smo do zdaj delali, smo kar uspešno delali. Tadej je letos je drugič odlaufal ta isti Iper trail, sicer drugačna trasa, kako. Uspešno. On je bil takrat moj prvi kakor osebni varovanec za ultro, ker sem se jaz malo začela izobraževati v to smer, kako se sploh na ultratraile pa ultramaratone pripraviš, ker je neka specifika tukaj. Sem rekla, dajmo probati, jaz se še malo učim, malo se še lovim, ampak načeloma dajva probati. On mi je takrat predstavil, da se na prvi svoj ultramaraton pripravil tako, prav poslal mi je nek z interneta potegnjen statični program treninga za ultro, mi je tisto poslal in sem me kar stisnilo pri srcu od unih številk, ki so bili
dolgi teki, dolgi sendvič teki, progresivno, tako vse, kar je bil dolgi tek. In bogi je imel malo posledic od tega in sem rekla, drugače, da se tudi manj, da se tudi bolj pametno trenirati, no, tako. Ni ideja, da se izčrpaš neskončnimi dolgimi teki. Tako da takrat ga je to ga je spodbudilo, da sva začela sodelovati in je ratalo uspešno. Pol me pa še Klara pocukala za rokav, ko se je želela pripraviti na prečanje oziroma to SPP, slovensko planinsko pot. Najprej prvo leto v eno stran, ona si je to zamislila, da bo šla kontra, ker grejo vsi iz morja do konca Pohorja. Potem kmalu je pa predstavila idejo še, da bi šla pa v obe smeri. Tako da to iz tega ratal potem dvojni SPP. In isto smo naredili program treninga in tudi, ne vem, zelo uspešno. No? Tako da nekaj smo delali prav. No, spoštovano poslušalstvo in gledalstvo ste slišali zdaj. Ne? Če nimate idej, kako trenirati za traile, za ultre, evo, Barbara Jolič je prava trenerka za vas, če je uspela Klaro Bajec pripraviti na 1200 km slovenskih hribov, se pravi od Pohorja do morja pa nazaj, potem ni vrag, da vas ne pripravi za kakšen naskok na Storžič ali pa na Nanos ali pa na Everesting, če smo že pri tem. Ja, si kdaj delala Everesting, mogoče, ki je bil lansko prav popularen? Ne še. Zihar je privlačna ideja in tako odštekam treninge. To me malo spomne mogoče na tistih, veš, 8 ur, Slivnice, pa te stvari, ki je bilo včasih tudi tako. Varno, viš, to je bil mogoče en tak dogodek, ki si me prej spraševal za ljubše dogodke. Ja, bravo, 8 ur Slivnice, bravo. To je res tako bolj posebno odpiljena zadeva bila, ja. Take stvari. No, to so v bistvu, tisto, kar so danes Everesting, ki so bili včasih 8, 12, 24 in podobne 48-urne dirke, ki so bile pa množične, no, in tam si srečeval ljudi lahko ure in ure znova in znova. Včasih si kakšnega tudi navidezno videl, ki se ti že bledal, ampak nekako se ti skozi nekaj dogaja. No. Dajva še nujno, Lankec na navezi, nujno mora povedati nekaj v SPP-ju, dvojnem SPP-ju Klare Bajec, ki jo moram mimogrede tudi še zvabiti v tale podcast, da o tem kaj več pove. Lani sem jo lovil po hribih, pa sem jo falil. Tam, ko se je že vračala, ki je bilo čisto prehitra, tiste je bilo noro. Čisto hitra je bila. Čisto noro. Mi smo bila pred tem navezi, par dni pred tem, ko je ona štartala, rekla si, ok, daj mi zrihti tvoje podcaste, da jih bo ona poslušala vmes. Ne vem, koliko je imela kaj časa poslušati, no, ker je bilo vse skupaj res neverjetno, pa veliko ljudi se je priključilo vsemu temu. Ti si bila skozi kot trenerka del projekta, tudi kot spremljevalka nekaj časa in tako naprej. Daj mi mogoče, pa zdaj z tvoje perspektive vriši ta, rekel, kar nor odštekan, neverjeten podvig. Jaz sem bila na parih odsekih, predvsem sem prevzela pohorski del, ki mi je tako malo bolj poznan, pa prijazen teren za lauf. Jureta smo pa poslali na kakšne bolj hribovske, ko je bilo treba, ko je pa fajn, da imaš spremstvo tako, ko mu zaupaš pa, ki zna tudi shendlati stvari, če nastane kakšen izziv vmes. Drugače pa smo imeli skupino na Messengerju, kjer smo se priključili vsi, ki smo bili zraven tako ali drugače, ali je kdo spremljal, ali se je kdo priključil, da je šel kakšen odsek s Klaro. Drugače, splanirali smo približno, kako naj bi šlo iz Maribora proti morju, kako naj bi šli odseki, ampak tu lahko pred par dni lahko splaniraš, potem pa že od tukaj do tukaj mogoče, če bo vse ok, ker je toliko dejavnikov, ki vplivajo na to, kako boš napredoval. Zihar je bila ideja, da se ne skur na začetku, valjda, logično. Pa da približno ve, kje bo spala, pa da bo imela neko spremstvo zdraven. Pol pa mislim, da je imela res ful spremljevalcev, da so kar
večino časa je bil nekdo z njo. No. So bili tudi trenutki ali pa odseki, ki je bila sama, kar tudi najbrž ti paše, ki si skozi toliko gibanju. Tako da mi smo spremljali potem zelo velik del preko tega, ki so ostali malo pošiljali fotke, pa napisali, kje je, pa tako da je bilo res skozi Messenger, pa navijanje, pa dejmo, pa bravo, pa njen mož Matjaž je bil praktično ves čas support, se je cele dneve vozil, pa jo ujel, pa je naložila, ne vem, hrano, pijačo in tako naprej. Tako da je on tudi, njega smo tudi vedno vsi kontaktirali, če smo rabili kakšne informacije, kje jo uloviti, kako ji gre in tako, no. Da nismo nje preveč obremenjevali direktno z nekimi messagi, pa klici pa to. In kaj naj rečem, mislim, sej nekaj planiraš, pa jaz sem verjela v njo, da bo ratal, pa da je pripravljena, pa izkušena. Tako, poznala je traso, hribovka, mislim, izkušen ima ona res nidani iz ulter, iz triatlonov, hribov in tako naprej. Sam, ko se pa tu odvija v realnem času, pa vidiš, da res gre, pa tudi, če so bile kakšne težave, ne vem, vem, da je imela nekaj z nogo, da jo je bolel, pa sem rekla, to se bo samo porihtalo, boš videla in dan bo nehal boleti. In je res, in se ti zdi, v redu je, ni rabila zaradi tega se ustaviti, ampak je šlo to čez in noro, no, ful dobro. Nam je kar dala enega navdiha, no, takrat. Ja, zdaj, super si tole zdaj nastavlja, do kratkem, Klaro povabim in bova čvekala v tej temi malo bolj poglobljeno. Ti mi pa samo povej še ob tem, a bi se ti tudi podala kdaj na kakšno tako odbito zadevščino, če bi se pokazala priložnost. Imaš v glavi mogoče kaj tako odštekam? Glede na to, da delaš adventure race večdnevne, ajde, morda pa tudi kaj takega. Nimam zdaj nič v glavi takega. Zihar je za nekoč v prihodnosti vabljiva ideja, da bi šla po teh poteh, po SPP-ju, ne nujno, ne v obe smeri najbrž, oziroma bi mi moglo to res nekaj ful pomeniti, tako kot Klari, ampak da bi imela še kakšno drugo idejo, nek drug projekt, zaenkrat ne, no. Je dovolj drugih okupacij. Kaj pa veš, mogoče pa se najde kaj. Sej teh poti, pa ko se reče, teh obkrožnic, peš poti ali kakorkoli po Sloveniji, je kakor češ, sam zbereš si kako dolžino, ali boš 100 km, ali boš jurja, ali nekaj vmes, pa sam gasa. Mislim, da kar se tega tiče, če komu manjka idej imamo zmer dosta, ne? Sam če hoče delati. Če ti zmanjka idej, pa pri nas, ko si omenil Pustolovec Ride, ne, to je skupina ljubiteljev pustolovščine, če ti zmanjka slučajno idej, pa sam idejnega vodjo Janeza Korošca kontaktiraš, pa ti natrosi idej. Na spletni strani je dober citat, pa sem ga zdaj pozabil, društvo, ki rešuje nekaj tazga. Pustolovske probleme, kjer jih Pustolovske probleme, to, evo, vidiš. Pustolovski problem je ključna stvar, Če ima kdo pustolovske probleme, Janeza Korošca, Barba Jolič, pa vam bodo rešili vse. Ne bo vam žal. Eno vprašanje, mogoče še zate, ker si trenerka, pa si tekmovalka, pa si mati, pa imaš veliko vlog v življenju. Veliko se pogovarjamo o coni udobja, da cona udobja pa ni nekaj dobrega. Zdaj, včasih je cona udobja, saj, če se kakšnim psihologom pogovarjaš, ki obravnava kakšne obsesivne športnike, tiste, ki so zasvojeni z gibanjem, reče, da je za njih cona udobja lahko pa tudi preveč športanja. Kaj pa recimo, ampak to je že skrajnost v tem kontekstu. Kaj pa zate recimo cona udobja? Pa, ne vem, a je cona udobja res nujno zapuščati vsak dan oziroma v kakšni meri, da ti zadeva se pravilno vrne, ne pa škodi, če smo že pri tem? Najbrž za vsakega posameznika drugače velja, kaj je cona udobja, pa če mu paše iti izven cone udobja. Jaz mislim, da
pridejo obdobja v življenju, ko je to dobrodošlo, da se malo spočiješ, regeneriraš in tako, pa da je dobro vsake toliko tudi se malo brcniti ven iz to obdobja. Mislim, predvsem, če je to v smislu nekega enoličnega življenja, pa stagnacije, pa če ti nekaj fali, ali ne vem, če pozabiš, koliko je fajn iti malo ven, pa se pomatrati, pa tako v tem kontekstu, pol se mi zdi, da je vredno. Tako, v smislu, lahko je to že sam, da, ne vem, greš laufat takrat, ko zunaj dežuje, ali pa sneži, ali je tema, ali nekaj, da je malo drugače, kakor navadno, no? Pa te že to malo zbudi na nek način, da ti tiste čute prebudi, pa začutiš, da si živ, pa hvaležen, da lahko sploh, ne vem, migaš ali karkoli že počneš. Mogoče na tak način, no, ali pa, ne vem, da raziščeš neke nove poti, neko novo območje, probaš nek drug šport, drug način gibanja, greš malo hitreje, kakorkoli, no. Se mi zdi, ja, mislim, bolj ali manj, da je to fajn. Najbrž potrebno, če hočeš rast pa se razvijati v življenju. Ampak ja, verjamem, da včasih je fajn biti tudi bolj tako ležerno in se malo spočiti od vsega tega, no, tako da. Ja, na koncu se svet prišla do tega. Manj je več, oziroma zmernost je mogoče ključ vsega skupaj, no, pa se v življenju da mogoče ravno tako napredovati. Pa na koncu namesto 2 koraka delati naprej, pa enega nazaj, enega naprej, pa si na koncu čist na istem, ali pa še z manj truda še dlje. Bral sem in tvoj zelo lep zapis, ki si ga je začela stavkom: noč ima svojo moč, pustolovci si to večkrat ponovimo, velikokrat doživimo in se še vseeno, še vedno znova temu čudimo. Najbrž se spomniš, zakaj gre. To gre za tvoj krožni trail podvig okrog Bohinjskega jezera po hribih. Sem si pogledal tiste fotke, opis. Me je kar vabilo, da bi šel to poskusiti. Posebej potem, ko smo 2 leti nazaj na Bledu si naredili en tak trailček okrog Blejskega jezera, dolg 13 kilometrov, 700 višinci, ki je recimo ravno pravi za vsakega, no, tudi za tistega, ki nima izkušenj. Ta bohinjski, ki si ga bo opravljati, no, pa že pred tem se pa zdi kar malo bolj zahteven. Daj malo piš vse skupaj, no, kako je prišlo do ideje, pa do realizacije na vse zadnje. Ja, tako s temi prijatelji, pustolovci ali pa tekači, kakorkoli, ki so nam všeč približno enake stvari, se tudi kdaj zmenimo za kaj skupaj špičati, ne. In tako čist, zato, ker, ne vem, imaš vikend prej, ali zato, ker se pripravljaš na nekaj, ali zato, ker hočeš iti preveriti neko novo območje, traso, realizirati idejo, karkoli. In takrat je, po mojem, Tomaž Cankar, ki smo bili tudi v ekipi skupaj, je rekel, da bi šel, po mojem je on dal idejo, da bi šel ta krog, pa je vprašal, če grem zraven, in valjda, itak, da grem zraven. In ker pač sva, ne vem, mislim, da jaz sem naslednji dan delala, sem se mogla vrniti v Maribor, pa on je tudi, po mojem, tu stišal nekam vmes med obveznosti, je pač bila ideja, da greva po noči, pa imava na voljo 12 ur, da prideva naokrog, pa najbrž bo to šlo, ne, na ta način. In itak, tako, kar se trase tiče, ni nekega filozofiranja, htela sva iti po hribih naokrog in ja, in je uspel, no, mislim, da glih nekje v 12 urah sva pa šla naokrog. In ja, to je res luštno, no. Že tako, trening gibanja po noči, za to, kar se gremo in ultraši in pustolovci, mora biti, no, kar je drugače se premikati po noči, pa sploh po kakšnih bolj zahtevnih terenih. Pa tudi malo bolj dolgotrajna obremenitev, no, to je tudi fajn tu pa tam narediti. In nič sva pomahala na črni prsti soncu v slovo in sva šla čez noč in potem na drugi strani tam na Pršilcu, mislim, da, oziroma malo prej je pa sonček spet ven prišel. In to je to.
No, In se čudiš vsem tem dogodkom, mislim, tako, veš, ne, tem malim čudežem, ki se zgodijo zvečer, po noči, zjutraj, vse to. No, zdaj, evo, ko bom šel, pa če bom šel, no, te pobaram za kakšno sled ali pa za kakšen napotek, zato da pač ne pridem v kakšno napačno dolino, no, ker jaz nimam takih orientacijskih spretnosti, kot jih imaš ti, in bo vse prav prišlo. Dejva za konec, Ursula, pol se že pogovarja, draga Barbara, res zanimiv pogovor. Vem, da so se menila za tole snemanje, si rekla, joja, zdaj pa že jaz sem na vrsti, no, zdaj mi žal, da te že prej nisem pobaral, no, ker bi kakšno stvar že prej v špiču, ker sem mi zdaj dala idejo. Super debata. Povej mi, mogoče še tvoj odnos do socialnih medijev, do Instagrama, Strav in podobnih. Nekateri, pa marsikdo na sceni, na trail sceni, tekaški sceni, je nor uporabnik, strasten uporabnik vsega tega. Pri tebi se zdi, da morda nisi, da si bolj zadržana to zadevno, no, da ne objavljaš toliko kot kdo drug, no, da ne prepravljaš tega prostora digitalnega tam zunaj z neskončno množico fotk in nekih objav, ampak zelo izbrano to delaš. Mislim, vem, da nimaš časa, ampak kakšen je pa tvoj odnos do tega? No? Mogoče še ta pogled tvoj. Probam ohraniti približno zdrav odnos do tega, vsaj kar se meni zdi, da v določenem trenutku je. Pa ni neke više filozofije za tem v resnici. No? Tako, itak Facebook vsaj malo daljš časa uporabljamo, pa tam je tudi jaz spremljam določene ljudi, pa sem tudi kdaj kaj prebrala, videla kakšno fotko, kaj kdo nekaj v špiču, pa tako. Tako da na Facebooku sem večinoma tudi delila recimo kakšne fotke pa zapise, večinoma kakšne reportaže, no. Za deljenje reportaž sem se odločila, ker je meni tudi to fajn brati od drugih. Kaj je nekdo v špiču, kaj se je dogajalo vse vmes, kot so res take lahko ful epske zgodbe, no? In navdihujoče in tako. Pa ne rabiš prav veliko za narediti tako zgodbo, no? Sam doživeti pa zapisati. Tako da zaradi tega sem tudi jaz se potem po kakšnih pustolovščinah pa ultrah lotila, pa zapisala, pa delila. Prav, da bi pa zdaj kaj več od tega pa po pravici povedan. Ne vem, že nek polurni tek, pa tudi če naredim fotko vmes, pa se je zgodil, ker ga imam na sledi, pa tako, mi res toliko pomeni, da nekako se mi zdi, da potem malo zgubi svojo vrednost, če ga nekdo ocenjuje od zunaj kot po številkah, po tempu, po fotki, ker ni tako cool fotka ali neki. Tako da imam te dragulčke malo zase, ja. Ampak tu pa tam pa vsem podelim, ker je meni tudi fajn spremljati, no, druge. Zdaj, v meri taki, probam ohraniti zdravi meri, no. To nekaj sem probala vzljubiti, da bi malo bolj redno objavljala, ampak ne vem, nekako ne rata čist, mogoče bolj tudi z vidika, da bi kot ekipa, tu smo se tudi nekaj časa trudili, da bi bili malo bolj aktivni, bolj privlačni za neko podporo ali kakorkoli, pa tudi, ne vem, malo zmanjka časa, se mi zdi, da moraš se kar potruditi za to, no? Da neko vsebino konsistentno pa kvalitetno dostavljaš. Tako, kar se strave tiče, pa mislim, da sem bila nekaj časa zelo povezana s tem, ampak takrat je po mojem še obstajal Moosecount, pa jaz potem vedno zapišem, kaj je posebnega med tekom se zgodilo, posebnosti razmer, kako sem se počutila in tako. In v eni fazi, ko se je ta Moosecount nehal, pa je sam sunta aplikacija, nisem naredila na novo te povezave. Tako da, pa se odvadiš, no, na to. Super, ja, muzika za mojo šesa, no, sej, pa ne, da bi bil a priori proti tem, ker tudi sam to uporabljam, ampak včasih se mi zdi, da je tak overload vseh teh podatkov, vseh strani, da potem je vse tako instant, da zgublja svojo vrednost in da si naslednji trenutek ne spomniš več, kaj si videl in
na koncu pa vsi tekmujemo, kdo bo, tako kot praviš, posnel lepšo fotko nekega zahoda, pa hitrejši interval naredil sam zato, da bo dobil več kudosov, ampak mogoče res temu vse skupaj ni namen. Dajva čisto za konec, Barbara, vem, da si bila ali pa si še veganka? No, lepa. Dajmo reči, da sem pretežno rastlinojedka. Ka veganstvo je nekaj več kot sam prehrana. Sem sicer pred, 10 leti, ali kdaj sem se odločila za to, da nočem več živali in živalskih produktov imeti na jedilniku in tudi sicer, da ne podpiram preveč tega, sem se kar potrudila v to smer. Ampak se mi zdi, da potem se je to malo mogoče tudi v napačno smer in razvil in je dobil napačen prizvok, ko si rekel vegan, pa se mi zdi, da pomembnejše od tega, zdaj, ali si ali nisi, ali si vegetarijanec ali vegan ali karkoli tretjega in četrtega, da če že hočeš nekaj narediti za dobrobit planeta in drugih prebivalcev sveta, da ni treba drastične spremembe. Pomembni so majhni koraki ali pa tako, ker pač, da se še vedno v redu počutiš, pa po mojem sem z leti tudi postala malo praktična, pragmatična, kakorkoli. Ampak ja, ne maram živalskih produktov, ampak tu pa tam pa tudi kaj pride. Mislim, ne kompliciramo, tako bom rekla. In se v redu počutim, ker imam rada živali drugače. Super, zelo zdrav pogled na vse skupaj, ampak vsaka vegana zmeraj vprašam, kaj je njegov vir beljakovin in maščob, recimo, kot dveh esencialnih hranil, ki jih pa res vsi rabimo. Ne kompliciram, ni nekega posebnega vira ali kakorkoli. Čisto normalno, po mojem, dobim to iz oreščkov, žitaric, kako se reče, stročnic, semen, tako, da je pestra prehrana, si kar pokriješ, ni zdaj neki ful ekstra tukaj zraven. Ne deluješ ravno, da bi ti primanjkovalo česarkoli, pa v vseh tvojih podvigih kar cvetiš, tako da, mogoče bi pa jaz kot, strasten mesojedec, nekdaj sem bil, zdaj ga moče pojem malo manj, pa razmišljam marsikaj, pa me zanima tudi, posebej rastlinojedstvo v takem zdržljivostnem športu, ki je naporno za telo, in evo, lep odgovor. Všeč mi je ta najna debata, res globoke teme so zašla in veliko informacij se dobil, zelo inteligentni odgovori na tvoji strani so tisti, ki bi zdajle mi dali še 12 tažov istočnost, da bi se še pogovarjali neparu, ampak vem, da imaš ti svoje obveznosti, tudi poslušalci, ki tole zdajle poslušajo na teku, počasi že pričakujejo, da bo konc, ker urca pa pove že kar za veliko zadrgant, se bova zaključila, obljubam, zelo kmalu. Barbara bom še vprašal, recimo, da imajo vsi maratonci na tem svetu, ali pa večina njih na bucket listi Marathon Majorse, vsi ultraši UTMB, kaj ima pa Barbara Jolič nekje tam na bucket listi, da bi pa res rada enkrat naredila, odtekla, če boš sam čas, denar, pa volja. Zdaj si me pa dobil. Za ultramaraton. Mislim, za začetek bom šla na Istro, To je, dajmo ostati v bližnji prihodnosti. Nimam neke nore želje iti na nek ekstra dogodek. V bistvu ne, nimam nekega sanjskega dogodka, do katerega bi rada prišla. Tako nekako. Mislim, vedno boljše ta pogovor, zelo taki zreli odgovori, moj, minimalistični način, moja filozofija, ki sem bi dolg časa sledil, zdajle vriska, to je tisto, na manj stvari si obsesivno vezan, lažje živiš, na stvari, na dogodke, na karkoli, in
in tudi nisem pričakoval, da boš rekla iz prve, ko še UTMB ali pa kaj takega. Ja, to bi po mojem, ja, ne? Ja, Ne, cvet ampak igral. iskreno pač ne. Mislim, ne rečem, da ni privlačno ali nekaj, sam ni pa sanjskega zaenkrat. Barbara, tole je bilo res fajn. Sam še to mi povej, vem, da sva se pogovarjala tudi o tem, si iz Ilirske Bistrice, živela si na Štajerskem, zdaj si v Ljubljani. Vem pa, da te vleče ven pač iz kotline. Ja, je tvoj dolgoročni cilj, da bi vendar živela nekje bolj pod gorami, no, pa bliže naravi, pa Gmajni, pa kakšnim Vršacem. Ja, lahko rečem, da z Juretom aktivno delava na tem, v to smer. Vsem, mislim, smo take sorte ljudje, ki rabimo miganje v naravi, rabimo malo miru, pa eno fajn igrišče za bajto, v smislu gozd, hribi, poljubno dolge ture ali kakorkoli. Tako da ja, glede na naš način življenja in da to hočemo še dolg časa početi, pa glede na to, da bosta fanta tudi pač malo tudi v to smer najbrž vzgojena, nama to veliko pomenja. In tudi izkazalo se je, da je pomembno, kaj imaš za bajto, tako res na dohvatu ruke, tako rekoč, ker to najbolj pogosto uporabljaš. In Rožnik je zakon, res. Tukaj v Ljubljani smo lahko srečni, da ga imamo sred glavnega mesta, pa tudi nedaleč stran, sej se ni težko zapeljati. 1 uro pa si lahko že kar lepo noter, fajn v divjini, če hočeš. Ampak ja, vsem to, kar imaš pa vsak dan na dosegu, to pa lahko fajn izkoristiš, pa je vredno, no, vsaj za nas. Tako da, delamo v to smer. Ja, vidiš, zdaj sem zadobil kar slabo vest, ker živim tle pod Storžičem. Sem res. Dajmo zamenjati. Pa še nisem steral, danes otrok v neva, zdaj bom to naredil, kljub temu, da je že večer, by the way, 100 dnevi s polno luno. Sorry. Ne, vse bo v redu, ja, mogoče bo še bolj romantično, polna luna, mogoče kaj vpliva na te, ali si čist indiferentna? Ne vem, to si pa ne upam trditi. Mislim, zihar je lepo. Tako moteče je, ko spiš. Če nimaš dobrih zavest, pa to. Itak, luna je krasna. V kakršnikoli obliki. Se strinjam. Barbara, kje se letos najprej, na kateri dirki se srečamo, na katerem trailu te bomo kaj videli, spomladi? Spomladi. Ne vem, kje boš ti, če se bova midva kje ujela, srečala. Bom ciljal, ajde, povej mi, izzovi me, pa mogoče uspem priti. Zaenkrat moji najbolj fiksni plani so bolj na Hrvaško. Se pravi, 100 milistre, to sigurno. Ja, Adventure Race Croatia potem končno se zgodi letos, no, upamo, ker se je zdaj prekladalo že nekaj časa. Pa še en projekt se tudi nakazuje na Hrvaškem. Za Slovenijo pa po mojem na UTVV-ju bom zihar, ampak ne kot tekmovalka. To mislim, da je tudi kar zihar. Drugo pa čist po navdihu, pa po fraj vikendih, pa kakor se bo dalje. Bomo še videli. No, na vsak način te nekje ujamem letos, tako ali drugače, mogoče na kakšnem treningu, če ne drugega, da mi podeliš kakšno svojo treninško skrivnost, kako ne trenirati za 100, to mi zelo všeč, kako pač laufati po navdihu, pa iti na 100, to mi zdaj ostalo v glavi. Barbara, super, včasih mi je bilo veselje, res sem se zabaval in veliko premišljal o tem, kar si govorila. Jaz mislim, da je bilo tudi gledalcem, gledalkam, poslušalcem všeč. Mogoče še čisto zaključna misel, preden se posloviva, kakšna filozofska taka, zakaj se splača vsak dan iti vsaj malo ven, na luft, v Gmajno, kamorkoli že, se sprehodati, odlaufati, pa zamenjati recimo interier za eksterier, tudi če vreme moče malo slabše. Ja, če kakor komu to pomeni veliko, ampak recimo, da
poslušalcem tega podcasta gibanje zunaj nekaj pomeni. Zakaj je vredno? Zagreti, ja, tako. Ja. Ja, no, fajn je telo spraviti v pogon. Zdaj, kaj se dogaja med tem z glavo, ali ful premišljuješ nekaj, ali je čist prazna, to tudi različno ljudem različno deluje. Ampak že to, da srce malo bolj pumpa, pa da malo globlje dihaš, pa da začutiš malo tisti veter na obrazu, pa karkoli že je zunaj, ali sonce, ali dež, ali kakorkoli, se mi zdi, da se počutiš malo bolj živ, ali pa, ne vem, se naštelaš na nek način sam sabo, tako jaz rečem, da se to meni zgodi. In lahko 15-20 minut naredi čudeže na počutje in delovanje glave in kakorkoli. Poleg tega je vredno za zdravje, ker že tako, da si redno aktiven, deluje, mislim, prispeva k zdravju ziher v veliki meri, pa ta konsistenca, tudi če ni, ne vem koliko, tudi če ne greš vsak dan za 1 uro ali pa za vikend za 5 ur, lahko veliko kondicije ohraniš s tem, če si vsak dan vsaj malo aktiven. Tako nekako. Povedano je. Barbara, hvala za zanimiv pogovor. Evo. Hvala za vabilo. Hvala, Sani zagreta za tek in življenje, jasno. Se vidiva tam zunaj. Jaz mislim, da zelo kratkem bom malo sledil tvojim podvigom. Spoštovane, evo, če ste se zabavali in uživali v tem pogovoru, če vas še kaj zanima, evo, Barbaro najdete na Facebooku, pa jo poklikajte, jo vprašajte. Lahko jo najamete za osebno trenerko Ultra Trail teka. Vesela vas bo. To je bila 78. epizoda podcasta Zagreti za tek. Ostanite zdravi, ostanite zagreti. Se vidimo kmalu. Lahko noč. Nasvidenje. Barbara, dio. Hvala, čau. Čau.